Lep pozdrav vsem skupaj. Kar bi si danes pogledali, je en tak paket enih aktivnosti, ki smo jih mi poimenovali Prospecting 2.0. Namen vsega tega je, da se v čim krajšem času najde čim več nekih potencialnih kontaktov, da se jih vključi v en program negovanja in potem pripelje do prodajalca, ki se lahko pač z njegovimi standardnimi prodajnimi aktivnostmi tudi z njim ukvarja. Zdaj pa za začetek mogoče začnemo z enim takim zelo preprostim prodajnim lijakom ali pa prodajnimi koraki ali pa tako, kakor nek prodajni proces, tak preprost prodajni proces lahko teče. Zdaj, zelo klasično je, da pač prodajalec dobi nek kontakt, ki je kvalificiran ali pa zelo pogosto sploh ni kvalificiran in se s tem kontaktom začne ukvarjati, ga kvalificira, brata iz tega priložnost, potem izvaja še naprej neke prodajne aktivnosti in pač na konec z veliko željo se pripelje potem to potencialno stranko tudi do enega nakupa oziroma do stranke. Kaj so viri ali pa kako prodajalec dobi svoje kontakte, verjetno je virov več ali pa jih je vedno več, ampak eni taki klasični v preteklosti so bili, da so se pač poiskali neki registri, ki so bili lahko od telefonskih imenikov pa poslovnih imenikov in po teh registrih se je našlo neke podjetja, mogoče telefonske številke od teh podjetij, mogoče tudi kakšni elektronski naslovi in se potem začel nek tak hladen kontakt vzpostavljati, da so bili to klici, ali so bili to pač neka elektronska sporočila, ampak brez kakršnega koli predhodnega stika, poznavanja in tako dalje. Danes prodajni proces ne rabi več tako potekati. Ta prodajni proces med enimi kontakti, ki za nas še niso slišali, in pa med aktivnostmi, ki jih izvaja prodajalec, lahko vključimo en kup enih marketinških aktivnosti. In te marketinške aktivnosti, potem vse te neznane kontakte, ki pa pridejo iz zelo veliko različnih virov. Te viri so lahko še vedno taki registri, kot so bili prej, ali pa imeniki. Lahko so to pa digitalni kanali, kjer nek doseg generiramo ali pa obiskovalce na spletno stran generiramo zaradi tega, ker imamo zelo dobre vsebine, ker smo koristni, zaradi tega, ker pač kupimo nek doseg prek nekih oglaševalskih medijev, lahko Google, lahko kakšnih drugih, lahko skozi socialna omrežja pripeljemo obiskovalce na spletno stran, skozi neke promocijske vsebine v kakšnih medijih in tako dalje. Ali pa eden od teh virov je lahko prospecting, ta prospecting, kot ga mi imenujemo 2.0. Ampak bistveno je, da potem vse te kontakte, vse te stike ne pripeljamo najprej prodajalcu, ampak jih najprej damo v eno marketinško obdelavo. In seveda obiskovalca na spletni strani prodajalec sploh ne more obdelovati, ker ga itak ne pozna. Razen če ni celoten nakupni in prodajni proces speljan na spletu, kompletno elektronski. Ampak če govorimo o B2B-ju in prospecting, je predvsem namenjen ali pa skoraj izključno uporaben v B2B poslovanju, to pomeni, da komunicirate z nekimi podjetji oziroma s kontakti, poslovnimi kontakti v teh podjetjih. V tem primeru, recimo obiskovalca na spletni strani, tako prodajalec ne more še obdelovati, ker ga ne pozna, ker samo ve, da je to ena številka, en obiskovalec več v tistem dnevu. Ampak lahko pa s pametnimi marketinškimi prijemi tega obiskovalca prepoznamo in ga poimenujemo recimo prospekt ali pa kako drugače in ga potem z marketinškimi aktivnostmi kvalificiramo, še bolj prepoznavamo in ko ugotovimo njegovo nakupno zrelost, predamo prodajalcu, da začne prodajne aktivnosti. No in ena taka klasična pot je potem lahko klasična ali pa klasična sodobna pot, kjer marketing zelo pomaga prodajalcem pri kvalifikaciji, pri prepoznavanju in kvalifikaciji potencialnih strank. V eni taki klasični poti zelo prav pride ali pa se zelo poveže tudi en tak prospecting 2.0. Zdaj, za primer, mogoče razložim, kako smo se mi za nas lotili enega takega prospectinga. Mi smo si izbrali eno ciljno skupino najprej in ta ciljna skupina so direktorji prodaje in pa direktorji marketinga v določeno velikih podjetjih.
slovenskih. Zbrali smo približno 500 kontaktov. To so poslovni ali pa službeni elektronski naslovi, pa še neke dodatne podatke zraven od imena, priimka, delovnega mesta točno in tako dalje. Potem smo za vse te kontakte pripravili en priročnik, eno vsebino, ki se nam je zdela, da je zanje lahko zelo koristna. Ne glede na to, v kakšni branži ali pa v kakšni dejavnosti deluje, ampak za profil, ki smo ga ciljali, smo pripravili pač eno tako koristno vsebino. In to koristno vsebino smo potem tem 500 približno kontaktom tudi distribuirali, poslali in na koncu smo prišli do tega, da 10% od teh ljudi dejansko ta vsebina zanima. Še več, ne samo ta vsebina, zanimajo jih tudi ostale stvari, informacije, koristni podatki, ki jih mi redno komuniciramo. In s tem smo 10% teh kontaktov, s katerimi nismo imeli prej nikakršnega stika, jih nismo poznali, nismo se zavedali, da obstajajo, spravili v redno, v bistvu tedensko komunikacijo, dvakrat na teden, enkrat na 2 tedna eno vrsto komunikacije, ali se piše dvakrat tedensko, tako komuniciramo. No, a preostalih 90% pa nismo, ker očitno toliko velikega interesa pa potrebe po teh naših vsebinah nismo spravili v enako intenzivno komunikacijo, ampak jih občasno, to je nekajkrat na leto, potem obvestimo o stvareh, za katere menimo, da so zanje zanimive, koristne. Recimo nek dogodek, ki je na temo, ki bi bil lahko za direktorje prodaje zanimiv, ali pa v nekih vsebinah, ki so zelo specifični za to pozicijo. Mogoče, če se še enkrat na začetek vrnem, kaj je namen Prospectinga 2.0 ali pa kaj je cilj? Cilj je, da v čim krajšem času čim bolj povečamo število kvalitetnih kontaktov. Zdaj, kvalitetnih kontaktov, to so tisti kontakti, ki si dejansko želijo komunikacijo z nami in če si jo želijo, potem z njimi pač vzpostavimo periodično komunikacijo, tako da je dovolj intenzivna, ne preveč, ne premalo. In skozi to periodično komunikacijo jih negujemo in tudi kvalificiramo. In ko so dovolj kvalificirani, dovolj prepoznani, dovolj ogreti, dovolj natančno vemo, kje v nakupni odločitvi, recimo za neko našo storitev ali pa produkcijo, jih prodamo prodajalcu za prodajne aktivnosti. No in kako bi en tak Prospecting 2.0 lahko v praksi tudi speljali, pa kako ga mi tudi v praksi speljamo. Najprej je treba definirati, kdo je tipična stranka, ker mi smo, tako kot sem prej na začetku z našega primera omenil, mi smo se pač odločili ali pa smo iskali vodilne ljudi v prodaji pa v marketingu, v določenih velikih podjetjih, ampak to je zaradi tega, ker poznamo, kakšna je naša tipična profil našega tipičnega kupca, recimo. Za vsak produkt, za vsako storitev je lahko tipičen kupec čist poseben, čist svoj. In zato je najprej potrebno definirati neke njegove lastnosti, ker na podlagi teh lastnosti lahko potem pripravimo vso komunikacijo z njimi in pa seveda v prvi fazi tudi iščemo take kontakte. In zdaj, definiranje tipične stranke je najenostavnejše, tako da če svojo storitev pa produkt ste že nekomu prodali, da ni toliko nov, da niti eden do zdaj še ni odprl denarnice, potem si pač eno svojo obstoječo stranko zamislite, vizualizirate, jo opišete z imenom, priimkom, kaj dela, kakšna je njegova pozicija, kakšno je njegovo ozadje, ampak še najbolj pomembno je, da si zapišete, kakšni so njegovi cilji, kakšni so njegovi izzivi, kako mu vi lahko pri teh problemih, izzivih, ki jih ima, tudi pomagate. In ko imate eno tako stranko, tipično stranko vizualizirano, saj lahko jih je več, tudi za vaš en produkt, več tipičnih strank, jih pač definirate več. Ampak, ko je tipična stranka definirana, poznate en kup njegovih karakteristik. In od tam naprej pridemo v drugo fazo zbiranja kontaktov, zbiranja kontaktov, ki jih lahko potem naprej, s katerimi lahko potem naprej komuniciramo. Zdaj pa scenariji ali pa možnosti, kako zbiramo kontakte, so pa v resnici tri skupine.
Eno je, da če nimate še nobenega kontakta, sploh s katerim bi komunicirali, začnete pridobivati kontakte iz popolnoma novih podjetij, nepoznanih podjetij. Najprej je treba zdefinirati ali pa iz tipične stranke pobrati tiste lastnosti, ki so za vas nek skupen imenovalec pri tej tipični stranki, to je recimo neko delovno mesto, nek nivo odločanja, ki ga ima dejavnost podjetja, v kateri deluje ali pa industrija, in pa neka regija, neko območje, v katerem so te vaše ciljne stranke. In to je recimo lahko Slovenija, lahko je Evropa, lahko so specifične države. To je en scenarij. Drug scenarij bi bil, da pridobivamo kontakte v že znanih podjetij. To je v tem primeru, ko vi neka podjetja poznate, ste slišali zanje, je zelo enostaven od podjetja najdete, ne vem, tudi telefonsko številko pa naslov pa tako dalje, ampak rabite pa v resnici komunicirati s točno določenim profilom, točno določenim človekom v tem podjetju. Tam lahko se začne nabiranje kontaktov tako, da se pač spisek teh specifičnih podjetij pripravi z enim uradnim nazivom ali pa neuradnim nazivom ali pa blagovno znamko ali pa z samo domeno spletne strani, ki ga uporabljajo. Poleg tega se lahko uporablja kot kriterij tudi vsi podatki, ki jih neki finančni registri ponujajo, to pomeni neki kazalci finančne uspešnosti, kazalci poslovanja, po prihodku, po številu zaposlenih, dodatni vrednosti zaposlenega, karkoli iz poslovnih izkazov vam je kriterij za določanje te ciljne skupine. In pa spet, kot sem omenil, po neki domeni, po nekem ali pa po državi, po regiji, po območju. No, tretji način je pa, da vi že imate neke kontakte in te kontakte na različne načine nabirate. Recimo nabirate jih lahko prijava na newslettere oziroma na neka periodična sporočila, kar imate mogoče na spletni strani. Lahko jih pobirate tudi nekje na socialnih omrežjih, pa se nek seznam nabere, lahko so to neki udeleženci nekega dogodka. Vse, kar o njih veste, je pa mogoče samo elektronski naslov ali pa zraven še ime pa priimek, ampak nimate pa profila, ne veste, kakšno delovno mesto ima ta človek, kakšen ima nivo odločanja in tako dalje. In lahko tak seznam obstoječih kontaktov je eno izhodišče in se za te obstoječe kontakte išče dodatne podatke. Zdaj spet dodatne podatke pa od delovno mesto, države, podjetja, v katerem so in tako dalje. Ko vemo, na kakšen način iskati, ko imamo te osnovne podatke, potem se podatke nabira iz najprej nekih javnih registrov, torej recimo nekih finančnih registrov, kjer lahko vidite poslovni izid, pa velikost podjetja, pa uradni naziv in tako naprej. In tam se pobere lahko podatke o podjetjih in se potem tudi podjetja filtrira ali pa segmentira glede na izbrane prej določene kriterije. Ljudi se išče po nekih socialnih omrežjih, najpogosteje po LinkedInu, po Xingu za določeno območje v Evropi in tako dalje. In pa potem javno objavljene podatke o elektronskih naslovih, telefonskih številkah in tako dalje se išče po spletnih straneh. Ko smo nabrali podatke, je pa treba pripraviti eno kampanjo za hitro kvalifikacijo. Zdaj, v B2B-ju je en tak, dober način, kako prepoznamo, koga mi zanimamo v resnici, za koga imamo neko zanimivo informacijo, neko koristno informacijo. Pripravimo eno tako preprosto kampanjo, kjer pač, ko smo poiskali take kontakte, s katerimi bi radi komunicirali, pripravimo potem zanje tisto koristno vsebino. Tako kot sem prej rekel, mi smo pripravili nek priročnik za odločevalce v prodaji in marketingu in z vsemi temi kontakti tudi tako koristno informacijo, tak priročnik, tak dokument ali pa neko drugo vrsto vsebine komuniciramo. In ob tej komunikaciji
ob tej, ko bi rekel, temu distribuciji, recimo takega koristnega dokumenta, od teh obiskovalcev ali pa od teh, ki si pač tak dokument v resnici želijo, pridobimo tudi konsent o tem, da želijo oziroma da dovolijo nadaljnjo komunikacijo z nami. In s tem jih tudi prijavimo na neka redna periodična obvestila, kakršnakoli perioda že je. In vse te vključimo lahko tudi potem v neko nadaljnjo negovanje. Ni nujno, da so periodična obvestila že negovanje, lahko pa so tudi, če enkrat na teden ali pa dvakrat na teden neko sporočilo, neko koristno informacijo pošljete, boste že s tem lahko dosti kvalificirali te obiskovalce oziroma te kontakte. Lahko se pa pripravi specifično kampanjo, kjer si sledi nekaj vsebin, ki so zanimive za določeno nakupno zrelost in s tem ugotavljamo, koliko daleč v nakupni zrelosti je potem en tak kontakt. In ko ga kvalificiramo skozi redna ali pa skozi ta specifična namenska obvestila, sporočila, komunikacijo, pa spravimo en tak kontakt tudi v CRM, recimo, ali pa v nek pač sistem, ali pa na nek način do prodajalca spravimo informacijo o tej potencialni stranki. No, in ko smo kontakte nabrali in ko pripravljamo en ta dokument, se moramo zavedati, pa moramo imeti zelo velik fokus na tem, da je ključna ta prva konverzija. Da tam, kjer nekaj koristnega ponudimo tem prejemnikom ta prvega sporočila, mora biti to čim bolj koristno, čim bolj zanimivo zanje, zaradi tega, da od čim več teh ljudi dobimo tudi soglasje za to, da lahko naprej z njimi komuniciramo. In ker je ključna ta prva konverzija, ta prvo prejemanje ali pa prenos tega dokumenta, moramo za te prejemnike pripraviti nekaj, kar je zanje res koristno. V resnici nekako moramo na nek način to tudi prodati. In zdaj, ker je prodaja premagovanje nekih strahov, mora biti ta korist zanje dovolj močna, dovolj zanimivo mora biti vložek, ki ga imajo v to, da do enega takega dokumenta, do te koristne stvari zase pridejo, mora biti čim manjši. To pomeni, ne sme biti to nek, recimo, dolg obrazec za opisovanje veliko polj, ne sme biti veliko korakov za klikanje, ne sme biti postopek nejasen, mora biti zelo transparenten, ne smejo pričakovati, da se nekaj skriva ali kakorkoli. Mora pač z čim manj koraki pride do dokumenta, pa jasno mu mora biti, da je za ta dokument plačal z nekim podatkom ali pa s nekim soglasjem za nadaljnjo komunikacijo. No, in to lahko naredimo, oziroma pri tej konverziji smo uspešni, bolj smo uspešni, čim bolj dobro poznamo problem z teh svojih potencialnih strank, te tipične ciljne skupine. In če poznamo problem, pa lahko tudi pripravimo neko rešitev zanje v obliki neke koristi. No, zatem, ko smo naredili konverzijo, pa pripravimo tudi neke vsebine za negovanje. Ki sem prej rekel, lahko so to periodične vsebine, ki jih tako enkrat na teden, dvakrat na teden, enkrat na 2 tedna, kakorkoli na neko periodo pošiljamo. Lahko so pa to specifične vsebine. In zdaj v našem primeru, tistem že od začetka, smo pripravili pač ta nek premium dokument za konverzijo, ki je koristnega za odločevalce v prodaji in marketingu. Ta dokument smo mogli postaviti na neko pristajalno stran, ki ta dokument tudi opisuje, ki ima obrazec za prenos. Potem smo neko potrditveno sporočilo mogli dati, zato ker ko je nekdo prenesel dokument, da je vedel, da ga je prenesel, da je bilo to uspešno prenešeno, da ima možnost posredovati to tudi prijateljem. Neko tako sporočilo o tem, da kje je v resnici, ali pa da je postopek potekal tako, kot je bilo zamišljeno, pričakovano. Takole, potrditvena. Pošljemo sporočilo tudi na elektronsko pošto, s tem nekako validiramo, da je elektronski naslov, ki ga je vnesel obrazec, ali ki smo ga imeli in tako dalje, pravilen. Potem vsebino prvega sporočila, ko ga prvič pošiljamo. Sporočilo mora biti zelo enostavno, zelo jasno, zelo direktno komunicirati, moramo pač korist, ki jo v tem dokumentu za prenos potem tudi
smo pripravili. No, in ko nekdo prenese dokument, ga lahko spravimo v neko kampanjo, ki ima lahko samo eno sporočilo, včasih, če je nakupen proces zelo kratek, lahko ima pa več sporočil, 10, lahko tudi več teoretično. Vsa ta sporočila v tej komunikaciji, ki sledi, 1, 2, 3, 4, 5 sporočil, poleg tega, da ga pošljemo v elektronski obliki, del pošljemo v elektronski obliki po elektronski pošti, ampak večji del, celoten zapis pa objavimo nekje na spletni strani. In poleg tega lahko pripravljamo tudi neke dodatne koristne vsebine za konverzijo, s čimer si omogočimo, da lahko po vsakem takem prenosu bolj obsežne, bolj koristne vsebine od tega potencialne stranke pridobimo dodaten podatek. Ker prvič smo ga vprašali samo po, recimo, imenu pa priimku, naslednjič ga pa sprašujemo še potem po tem, koliko prodajalcev imajo v prodajni ekipi ali pa v marketinški ekipi, kakšen imajo budžet za marketing in podobno. No, naša kampanja je približno takole potekala. Najprej smo nabrali neke kontakte, smo jih spravili v sistem za komunikacijo, ker pač elektronsko pošto pošiljamo in celotno to kampanjo tudi izvajamo. Potem smo poslali tak elektronsko sporočilo z enim kratkim uvodom pa jasnim klicu k akciji, torej call to actionu za prenos dokumenta. Po prenosu ali pa po vnosu obrazca, po oddaji obrazca se pokaže ena taka stran o uspešnosti celotnega postopka, kjer lahko dokument prenesejo ali pa sporočijo, da ta dokument obstaja, da zna biti zanimiv tudi svojim sodelavcem, prijateljem. In na koncu prenesejo nek dokument, v našem primeru mislim, da je imel to 2 strani ali pa 3 strani nek PDF. In pa neko potrditveno sporočilo pošljemo tudi, da se zahvaljujemo za prenos dokumenta, da imajo povezavo do dokumenta tudi v tem elektronskem sporočilu ali pa, da lahko ta dokument priporočijo tudi svojim prijateljem. No, naša statistika te naše kampanje je bila tako, da smo pač nabrali 485 kontaktov in na koncu, to so pa, da se bo to nekaj videli, v tem čist srednjem stolpcu viziti imamo 46 unik obiskovalcev, torej od 485 je 46 takih, ki so dejansko dali soglasje, da želijo, da naprej z njimi periodično komuniciramo. Negovanje. Kako poteka negovanje? Prej sem rekel, da je lahko pač eno sporočilo pošljemo, lahko jih 10 pošljemo, neka dobra praksa je nekje na sredini, nekje vmes. Je pa tako, da tudi to negovanje ne sme biti, ali pa je dobro, da je različno vsiljivo, rečemo temu. Ampak, če nekoga nekaj zanima, smo lahko zelo aktivni pri tej komunikaciji. In če se nekdo na vsako sporočilo, ki ga pošljemo, odzove, če gre prebrati zapis, če prenese še nek dodatni dokument, potem lahko z njim zelo intenzivno komuniciramo. Mi lahko zelo hitro pošljemo neko novo sporočilo, recimo po 1 dnevu, po 2 dneh, po 3 dneh, neka taka kratka perioda. Če se na ta poročila ne odzove, ga vse ne spustimo čisto iz te komunikacije, saj je dovolj, da z njim komuniciramo, ampak mu pustimo malo več časa zadihati. Lahko, da pač je zelo obremenjen, lahko je na dopustu, pa pač počakamo nek daljši čas in potem odkomuniciramo naslednje sporočilo z njim. Realnost je pa ponavadi taka, skoraj nikdar se kontakti ali pa te potencialne stranke ne odzovejo takoj na vsa sporočila, ali pa zelo, zelo malo takih. Je pa na drugi strani tudi zelo, zelo malo tistih, ki se pa sploh ne odzovejo na sporočila. Ponavadi se odzovejo na nekaj sporočil zelo hitro, na nekaj sporočil čez malo več časa, na kakšno sporočilo se pa ne odzovejo in temu prilagodimo in avtomatiziramo potem tudi komunikacijo, da deluje čim manj vsiljiva. Kakšna je tehnična rešitev ali pa kako se neke te sisteme med sabo poveže, zato da pridemo do enega takega prospektinga, do ene take kampanje?
Najprej rabimo neko orodje za iskanje kontaktov. Teh orodij je več, imamo enega zelo fajn slovenskega ponudnika teh orodij, pa tudi nekaj tujih orodij. Te kontakte, potem ko jih naberemo, spravimo v en tak marketinški informacijski sistem, kjer lahko pač pošljemo prvo sporočilo, ampak obenem tudi avtomatiziramo vso naslednjo komunikacijo. Od tam te kontakte spravljamo na spletno stran. Na spletni strani s podporo marketinškega informacijskega sistema pač distribuiramo dodatne informacije, dodatne sporočila, imamo spravljen dokument za prenos, nabiramo te dodatne podatke o kontaktu preko obrazcev. In ko nekdo dosti intenzivno bere naše informacije, nekako ga kvalificiramo in ob kvalifikaciji potem spravimo tudi v CRM do prodajalca. Ko ta krog zaključen, je zelo pomembno ali pa zelo koristno, da naredimo še neko analizo, ki jo izvajamo pač različno periodično, odvisno kako te kampanje potekajo, kakšno imajo časovnico same kampanje. In pri teh poročilih je zelo fajn vedeti, koliko tistih obiskovalcev spletne strani ali pa tistih, ki smo začeli z njimi komunicirati, na koncu spravimo v stranke, pa predvsem, da vidimo neke trende, kako deluje celotna kampanja, ker to je podlaga za to, da lahko potem kampanjo popravimo, lahko mogoče sporočila popravimo, intenzivnost komuniciranja popravimo. Skratka, učimo se iz rezultatov kampanje. Za zaključek, Prospecting 2.0, na ta način kontakte pridobivamo bistveno pametneje, zaradi tega, ker ne pobiramo kontakte samo iz enega vira pa po enem kriteriju, ampak tudi lokacijsko. Ključno pri Prospectingu 2.0 je, da moramo poznati probleme tipičnih strank, pa ne samo probleme, moramo biti dosti kompetentni, da znamo za ta problem pripraviti eno pametno rešitev, en odgovor. In pa, da take kontakte, za kere je potem ta naše prvo sporočilo bilo dosti koristno, so dali soglasje, spravimo v eno kampanjo negovanja, ki je pa primerno intenzivna, zato da nismo preveč vsiljivi ali pa da pač ne izgubijo nekega stika, fokusa z nami.